Najprej naj povem, da je situacija zelo resna. Gre za epidemijo oziroma pandemijo. Slovenija je mogoče v prvi fazi pred kakim mesecem zamudila nekatere ukrepe, ki bi jih morala izvesti takrat. Predvsem imam v mislih pravočasno razglasitev epidemije. Nenazadnje je Slovenija epidemijo razglasila več kot 24 ur potem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo, pri čemer je treba upoštevati tudi dejstvo, da smo v neposredni soseščini najbolj prizadete države v Evropi, to je Italije. Drugo, je s tem zamudila tudi čas, ko bi se kvalitetno pripravila z materialnimi sredstvi, ki so nujno potrebna za obvladovanje takšne epidemije. Sedaj so ukrepi pravilni, dobri in usmerjeni v pravo smer. Upati je, da bodo rodili sadove, s čimer bi omogočili podstat ali osnovo, da zdravstveni sistem vzdrži, da bomo imeli na razpolago dovolj kapacitet za najtežje bolne v zdravstvenih ustanovah v Republiki Sloveniji. Vsak posameznik, če začnem pri koncu, naj najprej upošteva vsa navodila, ki so bila že dana preko javnih občil. Od druženja oziroma socialnih stikov do ravnanja z higienskimi in pa materialnimi sredstvi, s higienskimi ukrepi, predvsem pa naj ostanejo v svojih ožjih celicah, v družinah. Na ta način bomo močno zajezili prenos infekcije. S tem bomo obvarovali sebe in seveda tudi druge. Mogoče je to priložnost tudi, da se družinsko mnogo bolj povežemo, da skrbimo drug za drugega. Poleg tega bi svetoval, da vsaka celica, ki je sedaj v samoizolaciji, naj pošilja v socialne stike, bodisi v trgovino po kruh, mleko in ostale potrebščine, bodisi na pošto, bodisi kamorkoli enega samega. Sprehod družine naj bo seveda v družini, pri čemer se tudi na sprehodu izogibajmo socialnih stikov. Jaz ocenjujem, da glede na dane razmere in glede na dejstvo, da je Slovenija kot država v začetku zamudila nekatere ukrepe, je ta trenutek Klinični center Maribor dobro pripravljen. Nenazadnje to dokazuje tudi število okuženih v naši regiji oziroma število hospitaliziranih bolnikov. Kolikor mi je poznana situacija oziroma preskrbljeno z zaščitnimi sredstvi, je ta trenutek tudi teh sredstev dovolj, seveda pa nikakor ne toliko, da bi z njimi lahko razmetavali. Zelo racionalno se bomo morali obnašati, dokler ne bomo pridobili dodatnih zaščitnih sredstev za zaposlene. Zavedati se moramo, da zdravstveni delavec, ki sam zboli, od njega ni nobene koristi. Zdravstveni delavec je prvi, ki mora zaščititi samega sebe, šele ko je zaščitil samega sebe, lahko pomaga drugim. V tem trenutku razvoja epidemije število opravljenih testov niti ne bo več tako pomembno. Normalno, da bomo morali testirati vse, ki jih bomo hospitalizirali zaradi teže bolezni. In seveda je teh testov za tovrstna testiranja dovolj. Kar se pa tiče splošnega testiranja, pa ta trenutek nima prav nobenega pomena. Zato, ker vsakdo, ki ima znake respiratorne infekcije z bolezenskimi znaki, kot so kašelj, slabo počutje, mogoče nahod v prvi fazi, se naj samoizolira. Študentje Alma Mater se bodo najbolj vključili tako, da bodo najprej skrbeli za svoje zdravje. Ko bodo prepričani, da so storili vse za to in za svojo zaščito, bodo lahko se ponudili tudi recimo za varstvo otrok. V Kliničnem centru Maribor, pa tudi v drugih zdravstvenih inštitucijah se najdejo na internetu naslovi, kjer pač lahko ponudijo tovrstne usluge. V primeru, da bo zbolevalo veliko število zdravstvenih delavcev, bomo seveda zaprosili tiste, ki bodo tudi na Almi Mater ostali zdravi in v dobri kondiciji, da bojo pristopili kot bodoči zdravstveni delavci, so dolžni se seznanjati z vsemi potrebnimi ukrepi za zajezitev epidemije in ne samo to, so dolžni potem tudi moralno, etično obvezani, da se vključijo tudi v oskrbo bolnikov, če bo to potrebno. Ta trenutek pa bodo največ storili tako, da bodo skrbeli za zamejitev epidemije. Glede na to, da specifične terapije za sedanjo
okužbo, sedanjo epidemijo s COVID-19 nimamo, je zelo važno, da skrbimo za splošno telesno odpornost, da zdravo živimo, da se prehranjujemo z raznoliko prehrano, predvsem pa mislim tudi, da ne bo odveč kakšna inhalacija, ki bo olajšala respiratornemu traktu odpor proti virusu.